Lep pozdrav, dragi moji zeliščarji. Evo, končno se nam je vreme nekoliko zbistrilo in vsak dan je vedno bolj toplo in vedno več sonca. Danes sem se odločila, da vam predstavim rastlino timijan in pa materino dušico. Predvsem zato, ker opažam sploh na internetu objave, da ljudje še vedno ne ločujejo ti dve rastlini, ki sta si po sami rasti oziroma podobi zelo različni. Kar se pa tiče učinkovin, seveda bomo povedali v nadaljevanju. V teh dneh, ko je sonce takole lepo posijalo, vidimo, da se je timijan zelo lepo razcvetel. Na njem je polno čebelic, kot lahko vidite, izredno medovita rastlina. In lahko rečemo, da takrat, ko je takole polno čebelic na njem, je tudi že primeren za nabiranje. Torej, nabiramo ga v sončnem vremenu, lepem vremenu, vsaj nekje 3-4 dni po dežju, da se napolni s svojimi eteričnimi olji. Nabirate na dan za cvet, če pa slučajno se zgodi, da pač ni tisti dan na koledarju označen cvet, pa lahko nabirate tudi na dan za list. Poberete kar takole, dobro odrežete cel šopek do nekje takole spodaj, kot vidite, poganja na novo spodaj. In takle zgornji del rastlino cvetočo kar lepo odrežete. Lahko sušite naravno ali pa v sušilnicah. V sušilnicah seveda sušite nekje do maksimalno 40 stopinj. Zelo lepo in hitro se posuši. Torej, da malo povemo zdaj tisto glavno razliko med timijanom in pa materino dušico. Že v sami rastlini je razlika in kot lahko vidite, cvet je zelo podoben materini dušici. Spada med usnjatice. Največja razlika pa je v listih. Listi so taki koničasti, špičasti, tanki in kot sama rastlina spada timijan med polgrme. Kot lahko mogoče opazite, spodaj rastlina leseni. Medtem ko materina dušica se plazi in se ukoreninja. Timijan je drugače uporaben predvsem zaradi svojega eteričnega olja s timolom in se uporablja pri prehladnih obolenjih, za grgranje, inhalacijo, če imamo vnete sinuse, za razkuževanje ust in grla. Z njim si pač pripravljamo čaj. Čaj se pripravi kot poparek, lahko ga pa pripravimo tudi kot tinkturo. Tinkturo potem grgramo, kadar imamo vneto grlo oziroma žrelo, vendar tinkturo nekoliko razredčite z vodo, ne kar tisto 100% vzeti. Timijan in pa materina dušica sta zelo uporabna tudi pri ljudeh, ki imajo, bomo rekli, težave z alkoholom. Saj zelo dobro vplivata na to, da se lahko pač odvadimo od pitja alkohola. Spodbujata te črevesne sokove in nekako spodbujata k bruhanju. In kadar smo nekako pod vplivom alkohola, pa če spijemo čaj iz timijana ali pa materine dušice, to dvoje ne gre najbolje skupaj in s tem lahko preprečimo nadaljnje pitje alkohola. Drugače se pa timijan uporablja tudi pri dietah,
mogoče so težave s trebušno slinavko, pospešuje znojenje, rahlo žene na vodo, torej je rahel diuretik. Uporabljate ga lahko za tople kopeli, za kakšne obloge, pri udarcih, pri putiki, če so kakšne vnetja kože. V gospodinjstvu pa se uporablja predvsem kot začimba za meso in zelenjavo. Iz njega lahko pripravite tudi sirope. Sirup lahko pripravite na tak način, da pač ko se timijan posuši, ga sušite celega, s stebli vred, potem pa samo suhe dele omužite med rokami in ko vam ostanejo stebelca, iz tistih stebel lahko pripravite sirup. Zelo dobro se uporablja tudi v kozmetiki, saj pomaga pri nečisti koži in pa aknasti koži. Torej pri nas timijan v polnem cvetju, v teh dneh ga bomo zdaj pobrali, nekaj malega ga bomo pustili kot pašo za čebelice. Zdaj pa si poglejmo še materino dušico, zato da boste videli, kakšna je razlika v sami rastlini. Mogoče v dolinah že materina dušica pridno poganja in cveti. Mi smo nekoliko višje, zato tudi materina dušica še ni v cvetju. Je pa takole že dobro pripravljena in polno zelena. Kot pa lahko tukaj vidite, torej materina dušica polega, spodaj ne leseni in se nekako oprijema zemlje, s tem pa se tudi širi in korenini. Materina dušica ima nekoliko blažji vonj od timijana, vendar je kljub temu dobro uporabna tudi v kulinariki, če vam zmanjka timijana. Meni osebno je pač materina dušica veliko boljša v čaju, kot pa sam timijan. Pač nabiramo celotno cvetočo rastlino, torej cvet, liste, stebla. Potem pa si iz nje pripravljamo čaj kot poparek. Lahko si pripravljamo tudi razne kopeli za sprostitev, tople obloge, kakšne ovitke, če imamo težave z revmo, če so kakšna kožna vnetja, izvini. Primerna je tudi za kakšne dišavne blazinice, torej ni zdaj samo sivka, lahko uporabite tudi materino dušico, ker zelo dobro pomirja. Tudi materina dušica je odlična paša za čebelice, zato če imate možnost, si jo le prinesite iz travnika na vrt. Kot sem že povedala, materina dušica deluje protikrčno, omili in miri oslovski kašelj, bronhitis, uporablja se pri želodčnih, črevesnih obolenjih in zaradi svojih grenčin, torej pomaga tudi pri, bomo rekli, odvajanju od alkohola. Materina dušica tudi čisti kri in pomaga pri slabokrvnosti. Največkrat materino dušico opazimo kot mazilo, saj si s tistim mazilom potem mažemo prsni koš za lažje izkašljevanje. Zelo uporabno je tudi kar kot, da namočimo materino dušico v olje in uporabljamo samo olje. Vendar bi nekako opozorila, da pač materino dušico oziroma timijanovo mazilo ne uporabljate pri otrocih mlajših od 2 let. To pa zato, ker vsebuje pač to eterično olje, ki je lahko za otroke mogoče premočno in v zelo zgodnjih
mesecih življenja lahko pri njih povzroči tudi kolaps pljuč. Lahko pa jo uporabljate kot čaj, vendar v zelo manjših količinah. Torej, poznamo pa še eno vrsto timijana. To je tale. Tole pa je citronski timijan in je zelo uporaben, isto kot ta vrtni timijan in pa materina dušica, čeprav je po izgledu nekoliko bolj podoben materini dušici, ker ima bolj okrogle listke, vendar ima zelo močan vonj po limonah, pač po citronkah. Spet se pobira v cvetju, poberete celo rastlino, cvet, list, stebla, celo rastlino posušite, lahko spet uporabljate kot v kozmetiki, v začimbah, kot čaj, v glavnem zelo vsestranska uporaba. Jaz upam, da ste zdaj nekako videli razliko med timijanom in pa materino dušico. Torej, različna sta si le v tisti svoji rasti. Timijan kot polgrm, spodaj leseni, materina dušica pa polega in se širi in se s tem ukoreninja in širi naokrog. Oba se zelo lepo razmnožujeta, timijan s potaknjenci, materina dušica se pa tako sama ukoreninja. Zelo lepo uspevata torej na vseh, bom rekla kar na vseh vrstah tal, in če le imate možnost, jih posadite nekje doma, ker sta zelo uporabna. Tako, v teh dneh torej se vreme popravlja, mi bomo tudi počasi začeli z nabiranjem v večji meri. Do takrat, do naslednjič pa vas lepo pozdravljam. Čao!